To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Zdravo Stane in zdravo coinarji. Živijo, David. Še dobro, da jim nisi rekel, da so coini. To so midva. To pa je res. Kot ti všeč coinarji? Pa v redu. Tisti, ki poslušajo na Coinu, so seveda coinarji. Ok. Mobile, če so to prijeli. Povejte, če mi je všeč. Ja. Kaj imava zdaj? Prva stvar na eno? Ja, da Bitcoin ni šel na nulo, zato spet snemava oddajo. Ja, sem imaš prav. In bova snemala, dokler ne bo šel na nulo. Oj. Še dolgo. Aj. Vsaj še 2 meseca. A hočeš reči, da bova pošteno siva in tako naprej? No ja, sej si To sva že. tam. Ja, sej. Hvala. No, ampak dajva pogledati in se zahvaliti našim poslušalcem, ki nas podpirajo na Fountainu, Ja, pa na Nostru. pa na Nostru. Um, Kdo so to? ja, Matevž, Srečko, Matej, Isi so dala midva. Aha. A mi da tudi kaj pošla, Tudi vidite zdaj, komu ne? dava. pravi, To so dvostransko. Milan. To so ljudje, ki nama skoraj ob vsaki objavi, ne samo ob vsakem podcastu, ampak vsaki objavi na Nostru darujejo nekaj satošev in sva jih nabrala že kar 34.156. Hvala vsem. Hvala vsem, to je danes, to je $23. Bravo. Namenila bova za izboljšavo podcasta. Tako je. Ne vem, koga lahko še zboljšava. Ja, in ga bo podkupla, da bo nam jaz naju govoril. To je bilo verjetno najboljše. Ok, gremo naprej. Dajva spomniti naše poslušalce o nagradni igri in sicer lahko dobite strojno denarnico One Key Classic. Zelo preprosto. Kako? Tako da objavite svojo najljubšo epizodo pod objavo za nagradno igro. Ne? Tako, na YouTubeu. Tam je že 8 poslušalcev od 1250 se oglasilo, objavilo svojo najljubšo oddajo na Coinu. Ful dobre možnosti imate. Ja, Dokdaj lahko to naredijo? to lahko naredijo do konca tega meseca. Aha. To ni Ok. 30. februar, David. Ni 30. Ne, februar. to je 28. februar, Ah, ker bova razglasila zmagovalca 1. marca in imate še 8 dni, ne, še 6 dni, potem pa žrebava. no, ampak veva pa še za eno nagradno igro, ki poteka. Res? In to na bitcoin.si/bybit. Saj poznate tisto menjalnico Bybit EU. No, bitcoin.si/bybit. Na Kaj tej tam? povezavi odgovorite na, mislim, da 3 vprašanja, se pravi, izpolnite kviz, oddate en kontakt, prek katerega vas bodo kontaktirali in pod komentarje te epizode vpišete: na Coinu je zakon. To. In prvih 5, Dobi ki dobi, kaj pa dobijo? nogavice, Se pravi, kapo, aha. blok za pisanje in še ene nogavice in še en blok za pisanje. Ok, se pravi, ampak ne vse to. Vsak dobi eno stvar. Ne? Eno od tega. Prvih 5. Evo, dajte to, se pravi, pod to epizodo najprej spomnite kviz, se Veš, kaj pravi, moraš sodelujete na napisati? nagradni igri, bybit.eu ali Ja. karkoli že je. Bo povezava objavljati spodaj, ampak Ja. kaj mora napisati? To je Kaj? ključno. Je številko noge. Aha, To so pa pozabili. Matejna, vse so verjetno nuno od 36 do 47. Ja, to je za čez glavo. Sam še 3 luknjice zvrteš, pa je. Vabljeni k sodelovanju. Tako je. Ok, deva mi dva pogledati, sploh kje smo danes. 67.000 nekaj dolarjev. Je cena. Ja, cena Čakaj, no, Bitcoina. to je ta dashboard, ki sem si ga naštimal. Zdaj ga pa ne najdem. A ti veš, kje je? Ja, jaz ga imam pred sabo. Daj pa ti malo pogled. No. Ja, grafa ne bom nič gledal. Nič grafa gledati. Nič grafa. Graf, ti Nekaj gledaš mi samo, ko gre kaže. gor graf. Ja, tako je. Ne? 67.000, ja. Najdu. 67.437 v času snemanja epizode. Ja. In sicer to pomeni kaj? 57.200 evrov. Koliko pa dobimo satošijev za 1 evro? 1748. Ni šloh. Zadnji majnen blok 937.863. Zadnja prilagoditev je bila močna. Jaz to videl. Mislim, da je bilo koliko 15 ali nekaj takega procentov.
Ne vidim, koliko bo naslednja. Kje pa vidiš ti, Naslednja, kakšna je bila zadnja? spomnim se, A ja, nimam jo gor. Naslednja se pa predvideva, da bo minus 2,5%. je šlo preveč gor na zadnje. Ne? Ja, in sicer smo trenutno na 1022 exahashov, karkoli že to pomeni, tisto ve. Kdaj si rekel, da bo milijon ti blok? Trenutno kaže 14. maj 2027. To se kar konkretno spreminja. Mislim, da sem imela v enem trenutku avgust. Se pravi, se bliža. Ja, zdaj, kaj je, a veš, prejšnji cikel je bilo minus, ne? Ja, Toliko velik. ja. Evo, to je to. Naprej, novice. A si zasledil, kaj se je zgodilo na Nizozemskem? Sem zasledil, bil sem kar šokiran. Najbolj se bojim, da ne bo ostal sam pri Nizozemskem. In sicer uvedli so 36% davek na nerealizirane kapitalske dobičke. Ja, to pomeni, ne, da če vi držite ali delnico ali držite Bitcoin, boste mogli plačati, če je cena v zadnjem davčnem obdobju zrasla. Ne? Cena v evrih. Ne? Tako, v evrih. In sicer borih 36% davek, kar je grozovito. Ne? To v bistvu gre za direktno krajo premoženja prebivalcev. In to je trenutno še pač res edina država, ki ima to v EU. Ampak, kot si rekel, je res, ne da se bojim, mislim, da je to itak plan, ne? Ker premoženje ljudi se manjša, in če se manjša, pomeni, da moraš tudi više davke dati, da lahko pobereš za funkcioniranje države, ne? In basanje v žepe. Kaj misliš, da se bo zgodilo na Nizozemskem? Mislim, da je še to prej povedati, ne? To je predvideno, da se začne v letu 2028. Kaj bo do takrat se zgodilo? Pač seveda kapital bo šel ven. Verjetno bo tako, kot je bilo je bila Danska ali Norveška, ko so uvedli isto take nor davek na kapital in ob želi, da bojo pobrali ne vem koliko več, pobrali so pa ne vem koliko manj, zaradi tega, ker je šlo, mislim, ali Norveška, no. Zato, ker je kapital šel ven, logično. Kapital bo šel v bolj ugodne jurisdikcije. Torej, ostali bodo ljudje brez assetov, brez sredstev. Ja, In v Evropi imamo ogromno migrantov, sploh v zahodni in severni Evropi. ja. In bo Nizozemska počasi nudila zatočišče samo še prebivalcem nekdanjih kolonij, revnih delavcev, tretjerazrednih ljudi. Ali kaj? Ne vem, ampak definitivno hudega upanja, da tole se obrne, ni, ker to je zdaj sprejet. Mislim, da imajo volitve dosti kmalu. Bilo je rečeno, da ko je sprejet, da tega ne morejo razveljaviti. Glede na plane, ki jih imajo pa globalisti, je pa to logična in predvidljiva stvar, ki so jo že napovedovali prej. Za ljudi je pa grozno to, da če ti držiš delnico ali pa Bitcoin in moraš plačati davek, se pravi, moraš ti likvidirati, ali moraš imeti likvidna sredstva, ali pa moraš likvidirati ta Naložba. razred sredstev. Ne? In ostajaš vsako leto z manj tega sredstva. Nekdo ga pa dobi, kdo? Država. Zato, da financira Vojne. svoje nebuloze. Bojim se, da bo to zelo hitro se razširilo po Evropi. No, jaz bi rekel, da bo tole v naših predsedniških, kakšnih predsedniških, v državnozborskih volitvah zdajle, ki prihajajo. Ampak definitivno bo to tudi se govoril v naslednjih 2 mesecih. Škaj bi bilo tudi dobro, da bi se pred volitvami še malo pogovorili o stališču naših strank, ki kandidirajo na volitvah do Bitcoina. To bi bilo res dobro, ja? To bi bilo res dobro, kaj mislijo vsaka izmed njih, da dobimo malo feeling. Kako gledajo na Bitcoin, a so mogoče že kdaj slišali za njega, da je to najbolj žnar, pa da je to tisti žnar, ki ga ne morejo printati, pa da je to tisti žnar, ki v bistvu zahteva odgovornost. Res bi to bilo dobro zvedeti. Da sploh vidimo, kdo ima kakršnokoli znanje o Bitcoinu. Ja. Si pa že kar predstavljam, kakšni bi bili lahko odgovori, če bi to odgovarjali na ta vprašanja. Ne?
Levi bojo Hočeš sigurno, reči, da ti bo neroden, ko bodo odgovarjali. recimo, levi bojo absolutno za plembo premoženja, prepoved, kaj je to sploh ni denar. Zasebne lastnine. Ja, tako, na ta način, tako da to si lahko kar obetamo, če bo do tega prišlo. Kakšni bojo pa mogoče kaj prebrali, pa bojo zelo lepo govorili, vemo pa, da nikoli to, kar so govorili, ni bilo Ampak uresničeno. dajmo te debate spodbuditi in morda pride tudi do politikov, do teh, ki se bodo zdaj drenjali za vstop v parlament, in vendar dobimo en pogled v to, ali sploh načrtujejo kakršnokoli politiko v zvezi z Bitcoinom. Ja, da, jaz se veselim, upam, da bo do tega prišlo. Gremo naprej. Lightning bo malo kasneje, gremo še malo po državah. In sicer francoska davčna uprava je doživela en neprijeten dogodek in sicer spet so prišli do baz podatkov in sicer do 1,2 milijona davčnih zavezancev, do njihovih računov, se pravi podatkov o računu. Zdaj, aj bo gor tudi podatek o stanju, ne vem, ampak že to, da je zraven ime, a ne, in naslov, davčna številka, te podatki bodo nekam šli in te podatki bodo izkoriščeni. In glej ga zlomka, spet pridemo do ene in iste stvari, a ne, podatki v centraliziranem sistemu, pod sistemom, ki je zelo znan po svoji odgovornosti, se pravi državni sistemi, a ne, so honeypot, ki ga je najlažje priti do podatkov, do A se ti spomniš stvari, ki jih pa naprej prodaja. Ne? Se spomniš ti najnega intervjuja z gospodom Ivanom Simičem? Da je to zadnja stvar, ne, kako je že bilo? Ja, kar ga sploh ni skrbel. Ja, Se pravi, zdi se mu, da so podatki zelo varni. Tako. Moramo vedeti, da je to glavni davčni svetovalec, ki se obeta, če zmaga tako imenovani, torej v narekovajih desni pol. Levim je pa to itak čista neznanka, bi jaz rekel. Govorim o naši politiki. Ne, pri levem pa itak ne smeš nič imeti, nima pa Ja. tudi nekaj obdavč, tako da je vse. No, ampak tudi zadnji predlog o obdavčitvi kriptosredstev je vseboval ravno to, popis premoženja, ki bi ga zbirala država, na kar smo opozarjali že takrat, da bo to prva stvar, ki bo ušla na internet. In Ne bo. če je to Francija izgubila, kaj ne bodo to naši kekci? Ne bo. Naši imajo pa v redu to zrihtno, veš. To se na Sigurno. GML-u. Skratka, ja, dajmo se zavedati, vse državne, pa ne samo državne, centralizirane storitve, ki imajo pri sebi podatke, so nevarno za nas. Mogoče se vam to ne zdi. To je tudi ne nazadnje pri digitalni identiteti, ki prihaja, ki nam jo vsiljujejo. Ne? Vsi podatki na enem kupu in predstavljate si vseh državljanov, se pravi, to se izvaja pa še po celi Evropi, ne, tudi v ZDA bojo imeli podoben, na Kitajskem itak že, tako da imajo v bistvu na enem koncu, lahko rečemo, vse podatke o vseh. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. Ne, no, a kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka, Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na Coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pejdi na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na Coinu. Čakaj, si zapišem na Coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. No, a si opazil, kaj so pa v Veliki Britaniji sprejeli v zvezi z VPN-ji? Ja, in to je v bistvu malo povezano tudi s to digitalno identiteto, ne, z njihovo kampanjo za digitalno identiteto oziroma dostopom mladoletnih do socialnih omrežij. Ja, za VPN so naredili isto, ne, se pravi predlog zakona, kjer bi zahtevali age verification, ne, tudi za VPN, kar pomeni nič drugega, kakor spet identificirati vse uporabnike interneta oziroma uporabnike VPN-ja, ampak dajmo se malo vprašati, zakaj se VPN v osnovi uporablja? Ker
Je pa res, da pa Velika Britanija pa slovi po tem, da so zagovorniki svobode govora, zasebnosti in tako naprej. In Človekovih pravic. ja, človekovih pravic. Tako da je logično, da moraš se identificirati zato, da lahko uporabljaš orodje, ki omogoča zasebnost. Tako je. A si opazil še ta športni bombonček iz Španije, ko je španska La Liga, se pravi prva nogometna liga, Povej. dosegla, da morate NordVPN in ProtonVPN onemogočiti predvajanje črno ali sivo naloženih streamov tekem iz La Lige. Torej, to je zelo enostavno narediti, če imaš ti vse uporabnike VPN identificirane, do te ideje v Španiji še niso prišli, so pa kar VPN providerjem pisali, da te bi mal interneta cenzurirati. Ja, dobro. Torej, ne pogovarjamo se o Kitajski in kitajskih provincah, ampak o državah v Evropski uniji, katere del smo žal tudi sami, in to prihaja tudi k nam. Ja. Na Danskem so se pa malo Malenkost. odprli proti Bitcoinu. Ja, no, da če to rečeva Bitcoinu, ampak dajva reči, ja, malo proti kriptu, in sicer je največja danska banka, Danske Bank, preklicala doslej strogo prepoved trgovanja s kriptovalutami oziroma inštrumenti, ki sledijo ceni kriptovalutam. In sicer zdaj lahko banka svojim uporabnikom prodaja, trguje z, kaj so to, ETP-ji, se pravi, to so produkti, ki so vezani na ceno Bitcoina, ponuja pa ga seveda BlackRock, ne. Tako da, ja, en korak je bil v smer, da lahko vsaj povohajo Bitcoina, ne. Ni pa to zdaj tisti pravi korak, kjer lahko kupiš Bitcoin direktno, da imaš v svojem lastništvu. Tudi, se pravi, to je ETP, to pomeni, da to ni Bitcoin, ti ne moreš iz tega ETP-ja Bitcoin dol potegniti, ne. No, signalizirajo nekako to, da so opazili kriptotrg, da skušajo tudi tukaj nekaj zaslužiti, seveda pa ne omogočajo lastništva Bitcoina svojim klientom, pa tega niti ne rabimo. Ne rabimo mi banke, da bodo omogočile nam lastništvo Bitcoina. Mogoče bi samo malo popularizirali, oziroma mogoče bi en del vlagateljev ali pa strank te banke dobil večje zaupanje v Bitcoin, če bi ga ta banka uradno nekako podpirala, rečeva. Verjetno ja. Tisti, za katere je Bitcoin digitalni drek in kaj takega, ne. Recimo, bi bilo to mogoče malo bolj zaupanja vredno. Vidim, da si opazil report o Lightning omrežju v letu 2025, ki ga je izdalo podjetje River. To je presenetilo tudi mene. Namreč promet na Lightning omrežju naj bi v lanskem letu zrasel za 4-krat, za 400%. Ja. Enkrat smo že omenili, da so eno transakcijo izvedli, ki je prenesla $1 milijon v satoših, Yep. kar je ogromna vrednost za Lightning. In kljub temu, da imamo občutek v tej komunistični zaplati sveta, da Lightning ne dela, ker je pač v Evropi skoraj onemogočen za komercialno rabo, ne, Yep. se na Lightningu vseeno ful razvija. Ogromno podjetij v majčkem svobodnejšem svetu Ja, 270 podjetij trenutno dela na Lightning omrežju. dela na Lightning omrežju, sprejema se pravi- plačila pa verjetno še mnogokrat Ja, več. ja, se pravi, toliko je storitev, toliko je podjetij, ki produkte razvijajo na Lightning omrežju. So pa, se pravi, kaj se je dogajalo 2025, zakaj je tudi toliko velik volumen, ne, 4-krat večji, zato ker so večje borze integrirale Lightning omrežje, se pravi, se zdaj dogajajo te glavne transakcije so, ko potegneš Bitcoin dol ali pa deponiraš Bitcoin na menjalnico. Grejo prek Lightninga in so hipne, ne. Tako. Veš, kaj sem opazil? En hype je bil v enem obdobju, da si lahko se v mnogo servisov logiral z Lightningom. Drži. To je nakazal en tak super trend zelo varnega logina. Zdaj pa tega ne opažam več. Kot da to Ja. ne gre naprej. Jaz mislim, da je tako, kot je bilo se spomniš, to je podobno, ko so bile 2 leti nazaj, v 2023, ki je povezano z Lightningom tudi, število transakcij na Lightningu je bilo v 2023 večje, kot v 2025, kumulativno. Ampak so bili mikrozneski. Zato, ker če se spomniš, takrat je bil en boom, ker so se igrice začele na Lightningu. In to so bili res mikrozneski, en satoši, 2 satošija in ne, pač trg ni našel
product market fit. Se Ja. pravi, ni bilo povpraševanja za to. Verjetno so bili fiji premajhni, ne? Nikomur se ni splačal Lightning nodov furati za tistih par centkov, Ja. dobesedno centkov. Zdaj bo pa verjetno igra drugačna, če bodo zneski veliki. Še kaj si me spomnil, tudi v Sloveniji imamo eno igrico za Lightning, pa bo Ja. objavila povezavo do njega, to je Res pa, je. kako se mu reče, tic-tac-toe, ne? Tic-tac-toe, ampak To je jaz še ne kapiram. 9-kratni. Stanejo. 9-kratni je, jaz sem že parkrat igral in uspešno zgubil. Aha, Proti avtorju, ja, seveda. Proti avtorju, ja. To ima sigurno kakšen zadnji, kakšno Ja, kodo. AI. Ja, AI. AI. Ali pa razume, veš, jaz se še igrati ne znam. No, ampak križce pa krov se tam bo naučil, to pa ni tako težko. No, okay. Skratka, ja, Lightning, ne pozabimo. Lightning, čeprav ga tle res ne moramo uporabljati za plačevanje z Bitcoinom v trgovinah. Dajva še povedati, zakaj. Zaradi tega, ker so se pametnjakoviči v Evropi z uvedbo mice in z travel rulem odločili, da pač morajo biti vse transakcije praktično Travel rule je, znane. travel rule je v resnici tisti, ki zahteva KYC, ne? Drži. Ja, plus da Mika pa tudi ni nič boljša, ker pa pač institucije, ki to delajo, so pač regulirane čez Miko. Ne? No in komplet tega na koncu pomeni, da so podjetja, ki se s tem nočejo ukvarjati, enostavno storitve iz teh trgov izklopila. Slovenija, kakor vemo, je bila ena glavnih v Evropi, v nekem trenutku celo na svetu, koliko smo imeli plačilnih mest, no zdaj pač jih ni, razen če greste na tržnico, ki se zmenite, to pa tam plačilno mesto peer-to-peer pa vedno obstaja. Ne? Ali pa če nama plačate prek Lightninga, prek Nostr protokola, no, to ali dela. pa, ali pa te stvari. Ja. Tako da Lightning se uporablja, se bo uporabljal in bo del naše prihodnosti. Če še niste probali, dajte probati. Če želite probati, pa še niste, pridite na Meetup, Bitcoin Meetup Ljubljana ali pa Maribor, bomo vam skušali pokazati. Ne smemo biti leni, ne pa se kar vdati tem pravilom države. Moramo se boriti za tisto, kar je dobro za nas, kar je dobro za naše bližnje, se učiti to uporabljati in zavrniti digitalni evro. Ne? Ja, v kombinaciji z digitalno identiteto, ki prihaja, trka na vrata, slišali ste jo prejšnji teden, 14 dni nazaj. Ampak prihajajo tudi volitve in pred volitvami delijo predvolilne bombončke. Ne, to pa ne. A daj no, ziher je Robi kakšnega naredil. Zakaj misliš? Ne, musel samo kam že hibernetski napad v ne vem kam, kaj je dobil ne vem koliko komentarjev na profil in je prijavil kibernetski napad. Čakaj, no. To pa nisem videl. Ne, kako ne? Kolono, pa to so ne vem kje. Preberi si, ne bova zdaj, klej nam bojo še prepovedali. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kakšne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. Ja, omenil si bombončke, ne? Predvolilne. Ja. A veš, kako pride do teh predvolilnih bombončkov? Ne? Kako ne? Ja, nimaš, ne, pa se gre zadolžiti, ne? Ja. Ja, easy peasy, 750 milijonov smo se zadolžili, Slovenija kot država. A to ste vedeli? To je bilo malo skrit noter, če bilo na RTV. Vmes med olimpijskimi igrami so vam to lansirali. 10-letna obveznica. Super, a ne? Zakaj verjetno se bo to uporabljalo? Ja, za tele zadeve. Dvig, naprimer, penzije je trenuten tak, ne, kaj zelo, ne da imam karkoli proti penzionerjem, ne. Ampak treba je vedeti, da ta denar, že prej ni bilo dovolj denarja, da se ta sistem pokriva in je nevzdržen, tak kot je. Mi teh penzij ne bomo imeli, ampak evo, zato da lahko dvignemo, smo se šli še malo zadolžiti, pa ne samo to, še druge socialni transferi bojo s tem pokriti, ki bojo v tem mesecu ali pa so bili obljubljeni. Mislim pa, da se je v tem letu zadolžila Slovenija za 2,5 milijarde. No, to ni toliko malo. Ampak minister Boštjančič ali Klemenčič, kaj je že, on nič. Mislim, ne, da nič ne vem, ampak je rekel, da smo se zadolžili po odličnih obrestnih merah. Ja, 3,2 mislim, da je bila zdaj. Odlične obrestne mere so. Tako da, ja, 4,2. A tebi se je dvignila plača za 4,2%? Ne, najprej se mi je za 16, ker mi je mesec to dvignil. Za 16% za nov let, ne, mi je dvignil plačo.
In zdaj se mi bo verjetno še za 5,9 v zadnjem letu, tako kot penzija, ne, ali kako. Verjetno. Ali pa Ja. se bo to dvigovalo Ne, samo do volitev. 4,2 je bilo. A, 4,2. 5,9 je bila pa povprečno, se pravi, 5,9% je bila pa višja plača v zadnjem letu. Ja, to je ta statistična plača. Ja, statistično. Ampak meni se je že 16% dvignil, ne? Jaz sem na uni plači, ki se bolj dviguje, veš, A ja? to se meni bolj splača, Okay. ker zdaj bom imel že 1000. Bravo, Ne? čestitke. Hvala, hvala. Dobar, pa ti levo voliš, vidim. Jaz sem to, ki jih volim, ne, da Ok, mava še kaj, mava. jih bo najdla. Ja, jaz mislim, da je to, veš, to, kar se sprašujeva tudi midva, ne. Zakaj ne gre Bitcoin višji? A misliš, da kaj bi lahko bil razlog? Ja, zato, ker si nekdo baše žepe, ne? Misliš? Nekdo jih ga trejda dol, da si baše žepe. Ne verjamem. Jaz pa. Zakaj tako misliš? Ja, ker drugač, ne vem, zakaj bi ga nekdo prodajal. Ja, samo ga ti bašeš, ne? Jaz imam vse denarnice polne. Mogoče samo pogledajmo tole, no. Razporeditev kovancev. Individualci naj bi imeli še vedno 63% Bitcoina. Ja. Satoshi in pa tisti, ki ne bi bili izgubljeni, naj bi bilo približno 12%. Cirka 10% je še ne rudarjenega, 9, če smo bolj natančni. ETF-i in pa skladi držijo približno 8%. Od družbe, MicroStrategy ali Strategy Firme, in ne? podobni, ja, 6%. In države, ki so ga zaplenile, ne da so ga kupovali, razen redkih izjem, nekaj več kot 3%. No, Butan jih je nekaj tudi narudaril. Tako. No, kar tukaj vidimo je, da individualci, če se štejeva zdaj skupaj, plus ne rudarjeni, plus to, kar je Satoshijeve oziroma kar je izgubljenega, mi pridemo na 3,75, skoraj 85%. Se pravi, 15% kovancev je že v rokah korporacij in držav. Ja, ampak dajva zdaj tako razmišljati, ne? A če bi ti obstoječ finančni sistem, ne, ve, da gre co grunt. In nekje morajo imeti en izhod. Zdaj pa, a bi ti kar ta izhod spustil zvajati, a ti ne bi imel toliko velikega deleža tukaj noter. Ker če bi to spustil z rok, ne, pa da bi prosti trg naredil to, kar mi mislimo, da bi mogel, potem bi se ta moč, kdo ima kupno moč v svetu, v družbi, spremenila, ne, v desetletju, ne, recimo. Ne. Mogoče je pa to en razlog, zakaj Bitcoin ne gre še gor, pa ga držijo dol. Saj ne vem. Mogoče pa ne. Ne vem, ja. No. Bo videla, kako se bo to odvil. Ja. Kaj pa AI? Nič nismo omenila AI. AI, AI. umetna inteligenca. V kakšnem smislu? Vam berem toliko Madonna tega, težko sledim vsem in dam si na listom en kup stvari in seveda mi ne rata tudi slučajno, ne, vsega pregledati. Sem pa malo začel testirati Maple AI, ki naj bi bil zaseben, se pravi podatki, ki jih vnašaš, naj bi ostali samo tebi in samo ti imaš dostop do tega, uporablja odprtokodne jezikovne modele, tako da zdaj ga ravno testiram. Zanimivo, kaj že znajo, veliko znajo, ampak kaj se pa dogaja še vzporedno, ne? To, da kaj so že tale AI, sem že pozabil. OpenClaw. Ja, no te so mi pa tudi ful zanimivi kot eni asistenti, kot prijatelji, ki bojo nekaj naredili, kam bom to rekel, ampak do tja pa še nisem prišel. No. Tako da, če pa ima kdo kaj več izkušenj s tem, pa bi bil pripravljen o tem kaj povedati, pa vabljen, ne? Verjetno bo mogla spet Aljaža povabiti. Ja, spet Aljaža. Vse sem že hotel, sam malo ga bom prešparil, no. Ne bom ga to hitro. No, ampak že leta nazaj je bilo nekaj govora o tem, da bo Bitcoin ali pa nasploh kriptovalute, kar se zdaj dogaja recimo s stablecoini, uporabljen za machine-to-machine payments. In zdaj se to očitno res dogaja. Ta
izpust agentov, AI agentov, ki rojevajo nove svoje sinove in hčerke AI agente, bo morda prvi korak, ko si bodo oni med seboj vrednost poravnali z Bitcoinom. Zdaj, ali Lightning, ali Cashew Mint, ali jaz ne vem prek kakšne tehnologije, ampak očitno se to kar zelo hitro razvija, tudi ta plačilno sodelovanje med njimi. Seveda, ker morajo monetizirati, ne, zdaj to. Ja. Tako, kot mi gremo na tržnico, plačamo za to, kar pač kupimo. Tudi ti agenti, ki jih bomo upregali, bojo mogli nekaj od nekoga dobiti, neko storitev in bojo mogli za to plačati. Zdaj, na začetku Ali je pa to več ali zaračunati, manj ne. zastonj, ne, ampak Ja. ne gre to zastonj. Ne. In tukaj mogoče je tudi že prvi večji problem, ki ga ima AI, in sicer gre ogromne količine kapitala, ki se zdaj vlaga v AI. Ni monetizacija, ne, takšne, kakor je mogoče bila predvidena, saj zdaj še ne. Ja, seveda ne. Zdaj vsi želimo nekaj od AI-ja. Najprej želimo neko storitev dobiti in potem bomo evaluirali, ali bomo plačali ali ne. Nekdo mora pa že to testno obdobje plačati. Ne? Seveda. Tako da tukaj se bojo verjetno pokazale prve razpoke v tem in bojo kakšna izmed podjetij poklekala. Sigurno. Vse vemo, da tukaj to se financira samo iz strani VC-jev, največjih, ker so to ogromni stroški procesiranja in tako naprej. Ampak ta signal, da ti agenti uporabljajo Bitcoin, kriptovalute, stablecoine, je en signal, da klasičnih fiat valut ne bodo, ker nimajo to hitrih railov. Ja, drži. To je kar zanimivo. To je kar mogoče ena smer, ki bo dala Bitcoinu večjo veljavo. Ali pa spet en signal, da ga je treba imeti, če hočeš biti v novi ekonomiji. Ja, moderna ekonomija, agentu človek, bo definitivno mogla imeti denar na internetu in imamo že rešitev. Zanj sem poslušal en podcast, ko se je agent oglasil na podcastu. Zdaj imam vprašanje, koliko agentov posluša najin podcast? Koliko AI coinov je že zunaj? To so pa vsi coineri. Vsi coineri so agenti. Ja. Pa še ne vejo, vi ste vsi z AI-jem narejeni. Ne, to bo, prihodnost bo zelo... Lošin je že vedel. Moja mama je streljala, tvoj fotar je štrom. Veš, to so AI agenti, boti. Prihodnost bo zelo zanimiva in mislim, da to v roku leta ali dveh. Že konc meseca, ko bo imela žrebanje. Ja, to pa že imamo pripravljen, to pa je mašina zadaj, ki bo to naredila. Se pravi, denarnico, štumfi, kapa, pa Šale, bloki za pisanje. to, Kapa in šale bo pa mi dva stresala. Ok, kaj so ugotovila? Nič. Mislim, da ti si povedal, da imaš polne denarnice, jaz ne. Tako da tudi vi malo pogledajte, če imate še kaj placa tam not. Če novo kupte Ja, stante na coinu. in zberite se to še.